Pozdravljeni, kako ste bojevniki in iskalci? Ali ste bolj utrujeni in vas tale shift energetski polaga pred določene teste in izkušnje? A ne? Zdaj, od prejšnjega tedna, torej se pravi od sredine maja, se energija na planetu stopnjuje. Kdo jo dostavlja, kako se manifestira, je to iz Sonca, ali je to od ljudi, ali je to zaradi Zemlje, ali zaradi galaktikov, ali zaradi 20.000-letne poravnave, jaz tukaj zdaj ne bom špekuliral. Zagotovo pa vem, ker občutam, da se mnogo dogaja meni in ker sem strašni opazovalec, a ne? V bistvu opazujem v gledališču, sedim in opazujem gledališče, kako igra, a ne? Kot znam opazovati, vidim, da se dogaja ljudem na vseh nivojih. Največ tega vidim na Facebooku, kjer v bistvu iz ljudi prihaja težek gnev. To opazim v okolici, naj si bo na cesti, naj si bo v trgovini ali tako, opazim, kako ljudje so v nekem krču, v neki stiski. Vsekakor smo na točki preloma, kjer se miza obrača, kjer se pola obračata. Prvi, zadnji, prvi, to tako je. In samo pristni gremo lahko v novo dobo v pravo smer. Nepristnost, neautentičnost, skrivne igre, ideje in nameni ostajajo v tridimenzionalnem svetu brez izkušnje višje zavesti. A sem bil dosti jasen? Skratka, še enkrat vam polagam na srce, dajte biti avtentični in ne se posluževati tehnik, ki niso v skladu z božjimi zapovedmi. A sem dosti jasen? Današnji dan sem vam hotel nekako, današnji oddaji, kako že predavanju, sem vam želel nekaj več povedati o energetskih napadih. Jaz sem tega veliko bral, srečal, energetski napadi, ovo, ampak si nisem nikoli znal predstavljati, kako to gre. Nekdo uporablja black magic, pa vate, nekako negativno energijo, ne? Zdaj pa sem nekako razdelal zaradi tega, ker moje sanje so postale močnejša stvar. Bistveno večjo izkušnjo dobim od sanjanja in sanjarjenja, ne? Na nivoju občutkov, kamor želim, da pride prav vsak. Sam ne bo šlo. Smo opozorjeni, da obrat ne bo za vse. A ne? Konec ne bo za vse. Nekako sem ugotovil, da energetski napad ni čist nič drugega, kot je provokacija, kot je deljenje negative, kot je širjenje negativnih novic, širjenje negativne energije. Črpanje ni nič drugega kot laž. To je energetski napad na empata. Empat ne prenaša laži in ker je prizadet, na osnovi laži je empat lahko prizadet. In to ni prav. Ne? In manipulacija je energetski napad. Nekje ljudje, ki niso, oziroma ki so oddaljeni od svojega lastnega vera, od samega sebe in od univerzalnega vera, morajo energijo drugje dobivati. In empati smo res pravi prinašalci energije na zemljo in oni jo črpajo tako, da v bistvu nas spravijo na nizke vibracije, jeza, žalost, sovraštvo, mržnja, strah in tako naprej. Tle noter nas dobijo in tle oni nas počrpajo. Zato sem rekel, dvignite vibracijo na nivo ljubezni, na nivo prijaznosti, miru, dobrote, razumevanja, intelekta in tako naprej. Zaradi tega, da znate razločiti, kdaj ste napadeni in kdaj ste sprejeti, kdaj gre za napad in kdaj gre za resnično nerazumevanje, kadar ste v komunikaciji z ljudmi. Po energetskem napadu, torej ko se z nekom ali družite, ali tipkate, argumentiranje teče tudi prek argumentiranja je tudi huda energetska črpalka ali pa kako čem reči temu, da se pit energijo preko argumentiranja. Zdaj jaz imam precej teh primerov
ko me ljudje probajo z raznimi triki nekako priti do tega, ampak jaz tega ne dam. Vsekakor vidim na socialnih omrežjih, da prihajajo zlivati gneve. Zdaj tam je bila dobra, včeraj, ko me je ena gospa teta me je obsodila, da sem pa jaz en zblojen narkoman, pijanc, ker to se vidi že oddaleč in da ta moja predavanja so cela zbloda, ne. Zdaj na tako bi človek rekel, veš kva, vse sort bi rekel, ne. Napaden si, a drži, da boš reagiral. Vendar vam skušam nekako pokazati, da pravilni odgovor je mir, a ne. Mi smo zmeraj nekako instinktivno reagirali, a ne. In smo se že večkrat pogovarjali o tem, da mi ne smemo instinktivno reagirati, ker to je točno tisto, kaj oni od nas želijo, instinktivno reakcijo, bf eksplozijo in pol eksplozija in je cela pizdarija. Zob za zob pa je cel svet brez zob. Mi moramo vdahniti, preden reagiramo in dati reakcijo, ki ni predvidljiva strani neumnega butla, ki ni na sebi naredil nič, v možganih ima niti ne minimuma, ampak vakuum, a ne? Torej manjka nič, ne? Torej čisti zero, ampak on bi rad pritisk ustvaril v vaši glavi, v vaši notranjosti. Skratka, za te ljudi morate dati nekaj, česar niso pričakovali. Ne? Če oni provocirajo reakcijo, pa je, če date vi bumf, a ne, pol je namen dosežen. Če pa oni provocirajo, pa ne dobijo bumf, pa je konc. Oni imajo orožje do tle. Oni niso pogruntali, da mi zmerom lahko reagiramo. A ne? In s čem zdaj napadati? Pa z ničemer več. In tako nekako pridemo do točke, da jaz sam sebe iz tega naslova vidim kot Gulliver, ne? Oni pa z zobotrebci vame. Resnično je tako. In želim vam, da še mečkam bom šel nazaj, v tem času, ko se obrača plata, devil, Satan želi še vedno obdržati oblast, čeprav vedejo je izgubil že 1000krat, ne? Ampak jebi ga, on tak je, on se ne popušča, on gre do konca, do špage, do kapitalne sramote, do kapitalnega razpada, kjer bo v bistvu se pokazal, kako je resnično grd. V tem času, v zadnjih, bom rekel, 14 dneh, ali pa bom rekel tako, od začetka maja se ti napadi množijo. Govorim lahko zase, pa nisem edini, ker sem na komunikaciji z ljudmi in mi kaj vrnejo lastnih spoznanj in tako, kako oni doživljajo in tako. Lahko rečem, da bolj ko svetite, bolj ko se dvigujete v lastni steber luči, bolj ste magnet za te, da vas targetirajo, ratatatata. Ampak ti napadi so, kot veste, čedalje bolj neuporabni. In počas je vojna, gre k koncu. To je tako, kot da greš z megatankom na polje, vojno polje, kjer streljajo s pištoljcami, puf, ti greš pa z ultra megatankom čez, proti svojemu cilju, proti soncu, proti svobodi. Karikiram. Mi dvigujemo lastno zavest, mi prepoznavamo naše potenciale, mi moramo preiti to mejo ujetosti, kjer so nas imeli ujete v umu, in mi smo ujetniki bili, ne? Ujetniki uma. To ste slišali že milijardokrat. In mi moramo v umu preseči stvari, ki jih okolica seveda želi zbombardirati. Zaradi tega so včasih ljudje šli v Tibet, zaradi tega so se šli neke, bom rekel, samostane, ali pa so se odmaknili na gore, daleč stran od ljudi za nekaj časa. Mojo zgodbo že poznate, jaz sem se odmaknil od ljudi, konkretno v naravo, in tam vzpostavil eno zelo pomembno stvar, ki jo razumem šele danes. Jaz sem vzpostavil en megalomanski ščit. Jaz sem sam sebe zaščitil. Ozavestil sem, da nosim ščit. I ako sem ozavestil, da sem zaščiten od rojstva dalje. Napadan pa zato, da prepoznam različne vrste napadov. Torej,
vse je tako, kot mora biti, vsaka dogodivščina v mojem življenju ima pozitiven izplen, zaradi tega, ker sem si ga tako nainštaliral. Ne? Jaz zaradi napadov nisem prizadet, ampak analiziram to tehniko bojevanja in rečem, tlele ne smem pogrniti več. Tlele, tudi ne, poglej, zdaj so me tako napadali, kako sem blesavo padel. In to so te neke vrste testi. Mi smo vedno napadeni vsaj dvakrat, oziroma tolikrat, dokler ne osvojimo obrambne tehnike. Vrst napadov je ogromno, vrst obrambe pa tudi kar neki. Zato je treba za vsako stvar biti nekako odprt do razumevanja. Zastopati morate, da če vi ne bi bili nekaj vredni, potem vas ne bi nihče nikoli napadel, ker kaj boš zdaj bo lopov vhodu v bajto, kjer ni nič not, ne? Vi ste napadani zaradi tega, ker imate v sebi neko vrednost. Kakšno vrednost? Vrednost, da ste temu svetu nevarni. Zato pa cenzura, kaj ne? In na svetu ni tako zelo malo ljudi, ki smo nevarni satanističnemu svetu laži, prevar, manipulacij in mahinacij. In vse te tehnike manipulacije, mahinacij, laži, ustrahovanje so tudi del indoktrinacijskega procesa, torej šolanja. Religioznost ima isto, če rečemo v šoli, če ne boš priden, boš pa cvek dubu, če ne bo to, bo ovo. V religiji je tako, če ne boš delal tako, kot ti rečemo, boš šel pa v peku, ali pa ne boš ovo. Torej, pogojevanje in ustrahovanje. Potem imamo poročila, in kot se temu reče, propaganda cela funkcionira na ustrahovanju. Mislim, če zdaj tako daleč pogledamo, pa lahko razumemo, da kompleten aparat funkcionira na nivoju, da nas drži nizko. Ne? Da nam odvzame, bom rekel, uspehe, da si lasti naše blagoslove, tisto, kar pripada nam, so nam vzeli. Naj si bo glasbo, naj si bo naše pravzaprav časti, kaj smo dosegli, naredili, kaj recimo znamo, in pa to drugi pogoltajo, rade vole. Ampak to je nič drugega kot kraja. In kraja je tudi ena izmed stvari, ki človeka lahko močno prizadane oziroma energetsko ošibi. Zdaj, toliko smo se že naučili, da ste pogruntali, da vam že telo samo pove, da gre za energetski napad, ker se po druženju z nekimi ljudmi počutite izčrpani. Zdaj, prva obramba je, da se umaknete, da se s temi ljudmi ne družite. Ampak oni, ki paraziti, urinajo vas, pa kako pa si, pa zakaj pa te ni, pa nič mi ne pišeš, pa že drugi, še preden bi mu človek napisal nazaj, na kurac mi greš, si ti že znižan energetsko, se zastopimo. Tako dela nadaljavo te stvari. Zaradi tega, nekako bi vam rad povedal, da mene napadajo, kot prasta, zato zgledam tudi precej utrujen in ako iz mene puhti življenje in sila. Nekako vam bi rad objasnil, da tako, ko mene napadajo, vas ne. In morate razumeti, da vsakega, ki mi proba malo zmotiti moj tempo dneva z nekimi ulala, to je zame že skoraj napad. Skoraj. Dajmo si pri stvareh pomagati, ne pa obremenjevati drugega. Mi želimo biti, vsaj z mojega vidika, želimo biti drugemu v oporo pri tem obratu, da bomo pogruntali, kdo je pravi in kdo gre z nami, kako se gre z nami, kako se ubraniti negativi, da prilezemo do svojega Boga, do svojega sebe. Jaz sem vam večkrat rekel, vse te stvari v kaosu, šundru, v hitrem tempu življenja ne boste dosegli in je verjetno precej logično, da nam je sistem točno to ustvarjal. Gremo ovo, čik, skozi, akcija in panika. No, easy, slow down, lega, Jezus od zadaj, stoji v miru. V miru lahko človek kaj pokontemplira in pride do samega vrhunca brezpogojne in čiste ljubezni, ki je zdravilo tega sveta. Ta svet je prežet z negativo, s sovraštvom. Sovraštvom do živega. Ljubezen je dokaz, da med živim in mrtvim je samo ljubezen.
ne? Oziroma življenjska energija se ji reče v drevesih, ne? V ljudeh se ji reče pa či oziroma ljubezen. Ne? In zdaj nam so to ljubezen nekako pokazali, da je to od človeka do človeka, ampak konc koncev nam je Ata gor pripravil vsaj tako, da ti štekaš, a vidiš, kaj je ljubezen, a štekaš, kako to suka po tebi zdale. Pa se pa ta ljubezen izjalovila. Vsi poznate izraz moja ljubezen te bo ozdravila. Tvoja ljubezen bo ozdravila tebe. Moja ljubezen je ozdravila mene. In moja ljubezen, ker jo pretakam kar po velikih kanalih, lahko pomaga ozdraviti širše, predvsem skozi način razumevanja. Če ste z ene strani napadani, ste z moje strani, bom rekel, na nek način informirani, da se lahko branite, da se lahko ščitite, da z načinom delovanja, ki sem vam ga raztresel, bi že morali biti toliko osveščeni in toliko, bom rekel, bolj močni, da ne rečem opolnomočeni, ali pa bom rekel dovolj oboroženi, da lahko greste čez polje napadalcev. Ja? Zdaj, ko človek pride v svoj steber luči, to je tako, kot da bi bil fluorescenčen. Vsi te vidijo. In zdaj vidijo, polna baterija. Zdaj če hoče ukrasti iz polne baterije, mora do te baterije prideti. To pa pomeni, da mora prideti na svetlobo. Ko je pa na svetlobi, ga pa jaz pa vidim. In zdaj jaz sem se odločil, da dam. Ni problema. Kraje pa ne dovolim. Ne? In energetski napad je pravzaprav kraja energije. To je direktna kraja. Zdaj, Jezus ni dovolj v kraje, govorimo spet v prispodobah, ampak je dokazoval, da lahko z razdajanjem lahko napoji in ozdravi množice. In množice so že delno začele mu slediti, vendar jih je tema potegnila nazaj. Zaradi tega to pred 2000 leti ni bilo mogoče. Njega so ubili in šla je vsa modrost, ostali so delni zapisi znotraj Biblije. Zdaj pa je Ata uporabil nov plan in nas je razdelil po svetu in vsak mu dal košček modrosti in zdaj, če hoče tema dobiti, če bi hotela, tema dobiti kompletno modrost duše in duha, se vse ostalo hudo kontrolirajo, ampak tega, kar pa mi po čebuli vrtimo, pa ne morejo. In tako je Ata nas razdelil, vsak mu en košček in če bi tema želela dobiti komplet, bi mogla nas pobiti vse. Najprej najdete, pol pa pobiti. Zdaj pa ni šlo to tako, zaradi tega smo tukaj, kjer smo in zaradi tega lahko razumemo, zakaj so bile napovedi v preteklosti take, kot so bile, ker to je univerzalni plan, ker ta plan smo pravzaprav mi skonstruirali in ga dali v zavest in v zavesti je že vse, kar mi zdaj nekako s prebujenim umom dostopamo do tega. A se vam zdi, da ne? Jaz takole v kamero gledam pa stresam iz glave. Od kje mislite, da to prihaja? Mislite, da sem se celo noč učil, kako vam bom povedal? Ne. Pa tudi nisem nekega članka bral, da bi rekel zdaj, zdaj ga bom pa povzel, pa vam bom pol to malo širše povedal. Ne, to je, po noč imam jaz uvide, kontemplacije, doživetja in ob kavi jih nekako sestavim v neko format, da bi vam ga nekako predal. Zdaj samim rekordingom, ko pa teče snemanje, se pa stvari dogajajo same po sebi, torej pustim, da stvari tečejo. To vam govorim zaradi tega, da boste razumeli, da vam dokazujem, da je vse to res, kar vam govorim. Prišli smo do mera. Ja? Energetski napad je to, da vi niste v miru. A imamo? Vi želite stanje miru in ljubezni. Energetski napad je, da niste v miru. Zdaj pa vi si morate tudi sami prekontemplirati pa premeditirati, če te tehnike uporabljate, kdo vas spravi v nemir? Kaj vas spravi v nemir? Mene recimo je spravila v nemir že pa Gangnam Style. Kaj vam je? Kaj je to za en tildl? Jaz ko slišam tili, kako sem te voljela, jaz ratam fizično nervozen, ne se moram odmakniti.
In če mene hočeš razfukati na moji žurki za vrt, tirli-pirli, zato ker to ni narejeno, da ima človek mir. Od zadaj vam se vrti glasba, ki bi vas mogla, kako se že reče, inspirirati. To je vnašanje miru v vas. Poročila. A vas kakšna novica znotraj poročila rečete, hvala Bogu. Jo ni, ne? Valjda. Kaj pa cajtem, kaj berete? Je kakšna, ki je dobra? Tudi ne. Tudi v šoli je više manje, ko gledam otroke, en sam pritisk. Otroci iz šole bi mogli vreščati od veselja. Pa je res tako. Hodijo tako k zaporniki, mrkogledi in izčrpani. Otroci imajo največ življenjske energije in jim jo izčrpajo v teh šolah. Jaz mislim, da bomo še marsikaj izvedeli okrog teh šol. Zdaj, če smo rekli mir, vi se morate znati ubraniti. Preden dobite provokacijo, morate razmisliti, 1, 2, 3, kaj želi, da sem nemeren, torej ne smem mu dati nemira in ostati v svojem miru. Dati odgovor oziroma reakcijo tako, ki ne vzpodbudi nadaljnega vznemirjanja. In nekako, če smo rekli dan brez negativne misli, dan brez besede oprosti, je zdaj pa dan, to so moje take, rad bi vam želel povedati, koliko je pomembno vzdrževati svoj mir. Dajte preživeti svoj dan v popolnem miru. Zvečer si pa naredite analizo, kje ste padli. Tle sem padel, tle so me fuknali stera, tam na križišču majmun, ne? Ali pa ki mi je hotel psa zastrupiti, je bemu mater, ne? To imam jaz te situacije in to doma, da ne bo kdo mislil. Ampak zelo hitro jaz te stvari skonzumiram, nekako pretransformiram, sem vam rekel, jaz tudi mislim, biti duhoven ne pomeni biti v zenu. Biti v miru, generalno v miru. Ampak če pride provokacija močna, na katero nimaš vpliva, pa vidiš, da v tebi naredi, mamico ti ga spalim, kaj bi te zdaj nagobec, pa veš, da ga ne smeš, veš, da ne smeš niti reči tega, pomeni, da znamo zelo hitro te stvari flikant iz negative pretransformirati v pozitivo. To smo se pogovarjali, da mi smo transformatorji in negativo rinejo v nas in mi moramo to negativo pretransformirati v pozitivno. Nemudoma zamenjati film, če ne znate pretransformirati, se obrniti v to in reči, hvala ti sonce, da svetiš name. Hvala ti narava, da me umerjaš. Morate razumeti, da narava vas nikoli ne bo vrgla iz tera. Nikoli. Narava vas bo dala v pravi ter. In dajte preživeti več časa v naravi. Dajte se zavedati pomembnosti pogleda v sonce, bivanja na svežem zraku, biti obsvetljen s sončno svetlobo, dati noge na zemljo, da se elektrika, vse to sem vam jaz že 1000-krat povedal, pa imam občutek, da kljub vsemu vse premalo ljudi to počne. Brez miru ne moramo iti v tisočletni mir. Kdor je za mir, gre z nami v dobo miru, kdor je za nemir, ostaja v 3D svetu nemernosti, podlosti, puhlosti, nizkosti in negativnosti. A se zastopimo. Mislim, od mene odpada tisto, kar ni dobro, samo po sebi. Ljudje, ki se niso želeli spremeniti, so odpadli, so odšli od mene. In zdaj boste rekli, zdaj si paradoksalen, imaš več miru ali imaš manj miru. Jaz sem zelo dobro ubranil napade. Jaz zelo dobro se znam ubraniti stvarem. Zdaj, kaj jaz vidim med temi napadi, pa vidim samo jaz. Zdaj, a jaz vse razložim. Jaz se ne morem, pa ne morem. Določenih stvari pa pač ne smem zaradi tega, ker opazujem še, kako dobro igralci igrajo določene vloge. Oziroma, kako slabo igrajo svoje vloge. Oziroma, kako se interesi, kako se realno kaže slika
ki se ne sklapa z besedami, ki jih slišim. Tudi vam želim, da ste mnogo bolj pozorni na stvari, ampak dokler niste v miru, boste težko videli. Za začetek ugasnite vse radije in televizije, ker vam ne vnašajo miru. Na spletnih, socialnih omrežjih vidim ogromno ljudi, objavlja članke, kaj so objavili idioti na ne vem, 24ur.com, kaj so objavili idioti ovo. To je defokus vam stran od sebe. V sebe se morate poglobiti. Zastopite, da ste največja oblika energije, nosilec največje energije, ljubezni. Kako boste to dojeli? Dragi moji, jaz vam lahko samo nakažem. Vi sami morate to dojeti. In prehod, da ste za Satana neulovljivi, je možen za vse. Vrata so odprta. Stopite lahko skozi ta vrata zdaj. Samo strah, negotovost in preteklost vas drži, da ne stopite koraka naprej. Skoraj ste bili že večkrat na tem pragu. Tudi jaz. Jaz sem bil na prehodu vsaj 30krat. Preden sem zares prestopil ta prag v svoj in naš domov. Vsi se močno trudijo, da bi nas čim več prišlo domov. Elda Viler in Modrijani pravi, in čakam, da eden od sinov bi vrnil se domov. Ja, veste, ta preobrat, kjer smo mi zdaj, to zemlja ni nikoli še videla. Nikoli še, čeprav razumem. Pa tudi to ne dam roke v ogenj. Ampak mi smo umrli, da smo šli domov, pa smo se reinkarnirali, pa smo prišli nazaj. Pa smo umrli, pa smo šli domov, malo po svoje pogledati in hop nazaj dol. In mi smo sami sebi svoji predniki, dragi moji. Tokrat. Ta svet, ta domov, kamor smo šli, kadar smo umrli, prinašamo dol in ga sidramo. Svet miru, spokoja, ljubezni, blagostanja, stanja blaženosti, stanje obilja energije, obilja ljubezni. Kaj to ni obilje? Zakaj so nam pa kradli to obilje? A ne? Ne gre čez noč, to je potovanje. Pa boste rekli, prej si rekel, da gre čez noč. Ne, vi lahko prestopite na pravo smer, v pravo smer, na pravo pot, k pravemu sebi. Jaz vas samo kličem. Vsakega izmed vas samo kličem. Pa nisem edini, kličemo. Od Ata kliče skozi. Samo vi se morate odzvati. Klic Ata je samo frekvenca. Nežen zvok. Tudi klic Satana je frekvenca. Je pa rom-pom-pom. Tanka. To slišite, ne morete ujeti teh drobnih, lepih zvokov, ki vas vabijo, ker ste v šundru. Zaradi tega se morate umiriti, da boste ujeli, kaj vam srce igra. Da se boste spomnili, kaj imate radi, ker ste pozabili, kaj imate radi. Ubranite se teh energetskih napadov, laži, manipulacije, provokacije, zavajanja, kraje. Ubranite se temu, ne dovolite. Sam to ne pomeni, da ne dovolite, da reagirate z enako silo kot oni, ne, da vi reagirate tako, kot oni pričakujejo, ali pa kako je bilo vam bi bilo normalno ali pa naravno. Intelekt je, da malo počakaš, preden kaj bljofneš, a ne? Kaj ne? Vdahen 5krat ali pa 100krat, če je treba, preden blefneš, a ne? Preštej do 3, preštej do 50, preden odgovoriš.
Jaz zaradi tega ne maram telefonskih pogovorov. Piši mi, ne? Pa bom jaz malo razmislil, pa ti bom odgovoril nazaj, pa to ni nič čudno, a ne? Telefonskih pogovorov ne maram tudi zaradi tega, ker jaz sem v nekem svojem stanju in pol zazvoni telefon, drin, kaj je? Torej ne mir, a ne? Ne dovoljte biti sneti iz kljukice. Dovoljte si vi biti šef svojega časa. Vi ste šef svojega stanja. Vi ste šef svoje vibracije. Ne rabite vi ljudi za to, da se pol boljš počutite. Vi rabite sebe v popolnem meru, da se počutite tako, kot se samo vi lahko počutite. Jaz vem, kaj je zame. Hudo dobro. Kaj imam najrajš. Kdaj se počutim vrhunsko. Jaz vem, kaj so moje prioritete in kaj niso moje prioritete. In ta svet, če bi zdaj meni nekdo probal, ta svet vam garantiram, da bi meni prioritete obrnil, če jih ne bi držal v skrivnosti. In bi mi probal dopovedati, da to pa ne gre to tako, ker mora biti najprej to, pol bo pa šele to. Pa ni res. Moja izkušnja je iz mojega sveta ven. Seveda je hotel svet negative, moje prioritete nastaviti na narobe. Kaj ne? Že črko Q so nam vzeli iz abecede. K pa usta 2 črki, zakaj ne moramo uporabljati črko Q, pa je samo ena, a ne? A džabe, po nesreč, s čistim namenom. Boste razumeli kdaj. Dobro, dajte razumeti še vpliv narave. Ptiči zbujajo rastline, a ne? To je nekdo dokazal. Ptičje petje je kot budilka za rastline. In ptičje petje je implementirano tudi v glasbo, v klasiko in v nekaj glasbe, tako, ne, če vzameš mečken stvari iz... In možakar je začel predvajati klasično glasbo Beethovna pa Mozarta, se mi zdi to... Spet ne dam roke v ogenj. In mu je koruzno polje ful dobro delovalo. Zdaj, če ptičje petje dobro vplivalo na rastline, verjetno še na koga dobro vpliva, mar ne? Ja, na vas tudi. Ptičje petje se najbolj dogaja preden vzide sonce. A ne? Kolikrat smo že rekli, naredi pozdrav soncu. Počakaj ga, da on pride. Ti bodo že buden. Ptičje petje te bo zbudilo, sonce te bo pritegnilo in že si na dobri poti, da svojo vibracijo dvigneš. Pa še v miru si. A ne? Tako da, dajte, ni brez veze, ne govorim vam brez veze. Dajte pogledati v sonce, dajte ga pozdraviti, pričakajte ga, da ste vi že po koncu, kadar sonce prihaja. Zavedajte se pomembnosti počitka. Med počitkom dobivamo, pravzaprav največja rast se nam dogaja med počitkom, torej na nezavedni ravni. Vendar moramo biti na ravni miru, preden ležemo k počitku. A prav. Če morate počivati, počivajte. Telo samo ve, kaj hoče. In telo ve, česa noče. In telo noče pritiskov, ki so pravzaprav posledica udora na energetskem nivoju. Laž je energetska, kaj ni? A ni? Manipulacija je energetska, a ne? Zdaj nastavljene pasti, da se boste spotaknili, pa porezali, pa udarjali v prst, to je druga stvar. Tudi s tem se srečujem, upam, da vi malo manj. Vsekakor bodite previdni, bodite oprezni, opazujte ljudi okrog sebe, opazujte tudi sebe. Imamo vsi gromozansko velik potencial in želim, da ga vsi začnemo govtati s polnimi pljuči. Spirit, go in. Duh gre noter. Vdahni življenje. Življenje je ljubezen. Zavedaj se pomembnosti vdiha. Vdahni. Vdahni duh in bodi duh. No, kaj je zdaj, če vam reči? Držite se, uživajte, hvala vam za pozornost. Čuvajte se energetskih napadov, ker so, bolj ko svetite, vse močnejši. Vsekakor, vam mogoče še to omejite, malo pripravljene stvari, zna se zgoditi, hudo se napovedujejo zdajle stvari do nekaj 5., 6.
Julija, jaz imam zalogo stvari, da lačen ne bom, če karkoli. Med drugim, kadar me začne prati, imam že vse doma, tako da tudi vam polagam na srce, imejte kaj več stvari na zalogi. Da, a veš, nič nas ne more več presenetiti. Držite se, uživajte. Čau.